Kolega Bevc je prišel na naš oddelek po študiju filozofije v Padovi, potem je pri nas študiral klasično filologijo. Kasneje pa je študiral teologijo na jezuitski fakulteti v Parizu in zdaj končuje doktorat iz patristične teologije na Gregoriani v Rimu. Prosim. Hvala za besedo. Izvoren naslov mojega prispevka, ki sem ga posredoval pred kakšnima 2-3 meseci, je bil čarovništvo in copranje med Kelzom in Origenom, ampak potem sem se odločil, da nekoliko spremenim os prispevka, čeprav je korpus besedil ostal enak, in sicer je nov naslov prispevka Jezus kot coprnik, nekateri vidiki polemike med Kelzom in Origenom. V jedru zgodnjekrščanskega oznanila stoji prepričanje, da je delovanje Jezusa Kristusa Bog potrdil s čudeži, znamenji, z močmi. In evangeliji in apostolska dela so polni raznih pripovedi o čudežih, o bujenju mrtvih, o egzorcizmih, skratka o stvareh, ki na nek način sodijo v obnebje čarovništva, če že ne pa prav v obnebje čarovništva, pa v njegovo bližino. Jasno je, da kristjani tega taumaturškega in eksorcističnega delovanja nikakor niso smatrali za čarovništvo, se pravi za nekaj negativnega, za nekaj grešnega, za nekaj demonskega, za nekaj transgresivnega. Ampak zastavlja se vprašanje, kako in ali je sploh mogoče ločevati med čudeži in čarovnijo, med čarovniškimi dejanji, ki naj bi izhajala iz neke črne magije, in med čudeži, ki naj bi bili sad nekega božjega delovanja. V tej luči je posebej zanimiv en logion iz Matejevega evangelija. Pravi Jezus: Vstali bodo namreč lažni Kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi, če bi bilo mogoče, zavedli celo izvoljene. Spravi nekdo, ki se sam predstavlja kot Kristus, kot maziljenec, nekdo, ki se predstavlja kot prerok in ki dela velika znamenja in čudeže, trdi, da bodo prišli drugi, ki bodo delali enako, ki bodo želeli imeti isti naziv, ampak ti so lažni, teh se pazite. Opozorilo velja krščanski skupnosti od znotraj, ampak obtožbe pred možnimi lažnimi preroki, pred lažnimi Kristusi, pred čarovniki so prihajale tudi od zunaj. Že od prvih desetletij krščanstva je navzoča obtožba čarovništva, tako v odnosu do kristjanov, kot v odnosu do Jezusa samega. Prvič je, kot bomo verjetno slišali v naslednjem prispevku, izpričana okoli leta 150 pri Justinu iz Napluza, ki je deloval v Rimu, potem pa se pojavi predvsem v delu Resnični govor, ki ga je okoli leta 180 napisal srednjeplatonski filozof Kelz. Se pravi, smo kakšno desetletje po Apulejevi smrti. O Kelzu samem ne vemo veliko, tudi njegova identiteta ni povsem jasna, poznamo približno v antiki 4-5 Kelzov, ki so se vsi ukvarjali s filozofijo, ampak so nam poznani le po drobcih. In tudi Origen sam, se pravi krščanski avtor, ki je 70 let po nastanku Kelzovega dela skušal uvreči Kelzove teze, že ne pozna dobro identitete tega avtorja. Pomembno je njegovo delo, ki je ohranjeno v fragmentih, delo, kot sem dejal, z naslovom Resnični govor, ali Tes logos, čeprav bi to besedno zvezo jasno lahko prevedli tudi drugače, bodi si kot resnični nauk oziroma kar kot resnični logos. Vsekakor je v tem pamfletu obtožba čarovništva eden od osrednjih in ključnih Kelzovih argumentov zoper krščanstvo, religijo, ki jo Kelz dobro pozna. Čarovništvo oziroma coprništva obtožuje tako kristjane kot Kristusa samega. Berem sedaj to, kar imate tudi zgoraj na projekciji. S pomočjo čarovništva je, mišljen je Kristus, mogel storiti čudeže, za katere se je zdelo, da jih je storil. In ker je predvidel, da bodo tudi drugi, ko spoznajo iste učenosti, storili enako, pri tem pa se ponašali, da delujejo z Božjo močjo, je takšne Jezus izgnal iz svoje družbe. Namik je seveda na prejšnje besede iz Matejevega evangelija. Zanimivo je, da v svojem delu
Kels ne uporablja besede magos in mageja, ampak še bolj negativna izraza, ki sta goes in goeteja. Sam ju spričo boljših izrazov slovenim kot coprnik in coprništvo. Oba izraza se najdeta že pri Platonu in tam označujeta sleparje, prevarante. Se pravi, ko Kels trdi, da Jezus dela čudeže s pomočjo coprništva, po domače rečeno ga obtožuje najslabše vrste čarovništva, pravi, da Jezus ni nič drugega kot navaden šarlatan. Kakšen je Kelsov odnos do čarovništva nasploh? Glede na to, da kristjane obtožuje čarovništva, pomeni, da ima do njega gotovo negativen odnos. Kot filozof goji nek, recimo temu, aristokratski prezir do čarovništva, pravi oziroma navaja nekega egiptovskega pesnika Dionizija, ki mu je dejal, da naj čarovništvo ne bi imelo moči nad filozofi, ampak zgolj nad neizobraženimi in naravno pokvarjenimi ljudmi, ampak kljub tej, recimo, zadržanosti do čarovništva, Kels nikakor ni nek razsvetljenec ante litteram. On v duhu tedanjega časa jasno verjame v delovanje božanskih sil znotraj kozmosa in v enem od odlomkov celo izrecno zagovarja češčenje demonov, saj ti lahko naklonijo zdravje in srečo. Ampak njegova sodba globalno, glede na to, da gre za en pamflet zoper kristjane, ostaja negativna. Na začetku resničnega govora retorično pač enkrat dopusti, da je Jezus morda pa celo naredil te čudeže in potem pravi. K temu Kels dodaja, denimo, da verujemo, da si Jezus naredil takšne stvari. In tako jih prišteje med dela coprnikov, ki obljubljajo še večje čudeže, in med dosežke tisti, ki so jih poučili Egipčani, ki sredi trgov za dobriš prodajajo svoje častitljive učenosti, iz ljudi izganjajo demone in odpihujejo bolezni, kličejo duše herojev in tako naprej. Takoj zatem pa sproži odločilen napad. Morda bi jih zato, ker delajo takšne stvari, mi morali imeti za Božje sinove, ali pa je treba reči, da so takšna dejanja lastna ljudem, ki so zlobni in so jih obsedli hudobni demoni. Na tem mestu Kels spodbija same temelje krščanstva. Namreč, kot že rečeno, Jezusovo taumaturško in eksorcistično delovanje ni zgolj pritegovalo množic, ampak je za njegove učence predstavljeno enega od razlogov oziroma potrditev njegovega božanstva. Jezus ni navaden človek, ampak Božji sin. Toda Kels enači med čudeži oziroma čudodelniškim delovanjem in coprništvom. In ker je Jezusovo delovanje coprniško, je treba izbrati med dvojim. Bodisi je treba priznati, da so tudi drugi coprniki Božji sinovi in posledično je potrebno zanikati edinstvenost Jezusa Kristusa, bodisi je treba priznati, da delovanje Jezusa Kristusa, tako kot tudi delovanje drugih coprnikov, navdihujejo demonske sile. Ne eno, ne drugo seveda z vidika krščanstva ni sprejemljivo. Vpliv Kelsovega dela je moral biti dolgotrajen. Tako lahko se sklepamo na podlagi dejstva, da mu je Origen, se pravi eden od največjih umov zgodne krščanske teologije, več kot 70 let po nastanku pamfleta posvetil obsežno zavrnitev v 8 knjigah, ki so ohranjene v celoti in sicer v grščini, kar je za Origenov korpus zelo pomembno dejstvo, namreč precej je izgubljenega oziroma ohranjenega samo v latinskem prevodu. Origen sledi nekako sosledju Kelsovih obtožb, navaja obširne fragmente iz njegovega dela in jih potem postopoma ovrže eno za drugo. Za razliko od Kelsa sam čarovniško delovanje jemlje smrtno resno. Ne gre zgolj za plod človeških sposobnosti, ampak presežnih moči. Mestoma se celo zdi, da Origen v nasprotju s tradicijo krščanske apologetike čarovništvo ovrednoti nekoliko pozitivno, navajam. Pri tako imenovanem čarovništvu ne gre,
kot menijo Epikurovi in Aristotelovi učenci, za povsem neurejeno delovanje, ampak kot kažejo izvedenci v teh rečeh, za urejeno delovanje, katerega pravila so znana le malo številnim. Se pravi, čarovništvo je samo po sebi koherentno, to priznava Origen. Za razumevanje besedila tega odlomka je potrebno razumeti kontekst, ki je Origen razpravlja o naravi imen, se pravi, ali so imena po postavi, ali so stvar nekega človeškega dogovora, ali so po naravi, sam zauzema to drugo možnost in pravi, vedno, kadar se kdo obrača na bodisi na krščanskega boga, bodisi na nekega poganskega boga, na nekega demona, vse to klicanje, vse te invokacije imajo svoj učinek. In čarovništvo, se pravi, ni izuzeto iz tega. Ko se nek čarovnik obrača na določene demone, uporablja isto logiko, ki je navzoča tudi drugot v stvarstvu, tudi v religioznem govoru, tudi v krščanstvu. V tem smislu je čarovniško delovanje neko urejeno, smiselno, logično delovanje. Ampak nasploh je Origenova sodba o čarovništvu izrazito negativna. Navajam en odlomek, ki se dotika ljudstva magov, že smo slišali v prejšnjem prispevku izvor tega izraza mag in prav tukaj se nanaša na mage ne toliko kot na zoroastrske čarovnike, ampak prav kot na eno ljudstvo, ampak povezava smo tam. Kels med najbolj navdihnjena ljudstva prišteva tudi mage, čeprav je po njih magija dobila ime in se razširila med druge narode v njihov propad in v pogubo tistih, ki se je poslužujejo. To je najbolj ostra sodba, kar je najdemo v delu zoper Kelza. Magija ne vodi nikamor drugam kot v propad in v pogubo. In to negativno pojmovanje magije je tesno povezano z Origenovim pojmovanjem demonov, v katerega sedaj ne vstopam. Vsekakor so tudi modri z vzhoda oziroma magi z vzhoda, magoj apo anatolon, tisti magi, tisti modri, ki so prišli obiskat Jezusa v Betlehem in mu prinesli darila, ti magi naj bi bili v stiku z demoni. Navajam, magi so v stiku z demoni in jih kličejo v skladu s tem, kar so se naučili in kar hočejo. Pri tem uspevajo, dokler se ne pojavi ali se izreče nekaj bolj božanskega in močnejšega od demonov in uroka, ki jih kliče. Očitno je, da Origen, kot sem že dejal, ne zanika resničnosti čarovniškega delovanja, ampak v tem odlomku priznava, da obstajajo še druge, močnejše sile božanskega izvora. Njihovo delovanje ne spada več v domeno demonov, ampak v domeno Božjega. Ne gre več za čarovništvo, temveč za čudeže. In to dobro ponazarja starozavezna pripoved o soočenju med egiptovskimi čarovniki in Mojzesom, tako imenovana pripoved o 10 egiptovskih nadlogah, kjer imamo na eni strani pogansko čarovništvo in na drugi strani recimo temu božje čudeže in se jasno izkaže, da ne glede na spektakularnost in resničnost čarovniškega delovanja strani Egipčanov je Mojzes močnejši, ker ga pač podpira Bog, izraelski Bog. Toda pojavlja se vprašanje, ali je sploh možno razlikovati med čarovništvom in čudeži? Ali se lahko sploh dokaže, da v obeh primerih niso na delu iste moči? Mar ni razlikovanje med čarovništvom in čudeži zgolj nek socialni konstrukt, pri katerem ena družbena skupina drugi oponaša, kar jaz delam so čudeži, kar pa ti delaš je čarovništvo. V delu zoper Kelza Origen ne prinaša nekega sistematičnega razlikovanja, sistematičnega razmisleka o odnosu med čarovništvom in čudeži. So pa v delu navzoči različni krajši ekskurzi, iz katerih lahko razberemo določene kriterije, ki po Origenovem mnenju omogočajo razlikovanje med obema fenomenoma oziroma razlikovanje znotraj istega fenomena. In ti kriteriji zadevajo osebnost samega čudodelca in njegov način postopanja, še zlasti pa namen in učinek njegovega delovanja.
V drugi knjigi Zoparkelza tako beremo. Če enkrat za vselej sprejmemo dejstvo, da obstajata čarovništvo in coprništvo, ki ga vršijo zlobni demoni, omreženi s pomočjo izpiljenih obrazcev in poslušni ljudem čarovnikom, iz tega izhaja, da morajo med ljudmi obstajati tudi dejanja, ki izhajajo iz Božje moči. Zakaj torej natančno ne preiščemo tistih, ki obljubljajo čudeže in vidimo, ali njihovo življenje, nravi ter posledice čudežev ljudem prinašajo škodo ali pa izboljšujejo nravi? Kdo torej služi demonov ter s pomočjo nekih urokov in čarovnij dela takšne stvari? Kdo pa, potem, ko je na čistem in svetem kraju, po duši, po duhu in mislim, da tudi po telesu, ves postal za Boga in je sprejel Božjega duha, takšne stvari opravlja zato, da koristi ljudem in spodbuja k verovanju v resničnega Boga? Priznavamo torej, da je treba enkrat za vselej preiskati, in sicer ne da bi nas pri tem zavedli čudeži, kdo takšne stvari uresničuje na osnovi dobrega in kdo na osnovi slabega, da ne bi bodisi vsega označili za slabo, bodisi vsega občudovali in sprejeli kot Božje. Kako torej iz dogodkov, ki so se zgodili v Mojzesovem in v Jezusovem času, ko so se po njunih znamenjih vzpostavili celi narodi, ne bo postalo očitno, da sta z Božjo močjo storila dejanja, o katerih je zapisano, da sta jih storila. Kajti hudobija in čarovništvo ne bi vzpostavili celega naroda, ki presega ne samo kipe in človeške zgradbe, ampak tudi vso ustvarjeno naravo in sega vse do neustvarjenega počela Boga vsega. Odlomek je dolg in sedaj ga bom kratko komentiral. Pri razlikovanju med čarovništvom in čudeži se Origen ne osredotoči na postopkovne razlike, se pravi na uporabo takšnih ali drugačnih obrazcev, zaklinjanj, urokov, čarovnij. Ampak pravi, da je ključen argument za razlikovanje etičen. Se pravi, ali je čudodelnikovo življenje skladno z veljavnimi moralnimi normami in prek čudežev tudi druge usmerja k bolj naravnemu etičnemu življenju ali pa ne. Kajti, kot drugod zapiše Origen, nihče ne more dokazati, da je coprniško delovanje spreobrnilo dušo od mnogih grehov, ki vladajo med ljudmi in od širjenja zla. Drug kriterij za razlikovanje med čarovništvom in čudeži je po Origenu konfesionalen oziroma teološki. Se pravi, ali je čudodelniško delovanje osnovano na služenju demonom ali pa izhaja iz celostne posvetitve Bogu in, citiram, spodbuja k verovanju v resničnega Boga. Obstaja pa še v tem odlomku en tretji kriterij, ki ga lahko razberemo med vrsticami. In sicer Origen poudarja, da imajo čudeži mnogo širši domet kot posamezna čarovniška dejanja. Medtem ko je čarovniško delovanje osredotočeno na posamezno, časovno in krajevno omejeno nadnaravno dejanje, pa vsak čudež napotuje onkraj sebe. Tako primer izboljšanja nravi, kot tudi primer nastanka judovskega in krščanskega ljudstva kažeta, da čudeži niso zgolj konkretna dejanja, ampak tudi znamenja. Ta izraz uporabi Origen. Znamenja, ki razodevajo Božjo resničnost in vabijo k spreobrnenju. Njihov namen je torej, bi lahko rekli, izrazito misionarski. V tem kontekstu Origen tudi interpretira dejstvo, da je Jezus ozdravil zgolj nekatere bolne in obudil zgolj nekaj mrtvih. Ta dejanja so imela zgolj simbolen namen, bila so resnična dejanja, ampak so predvsem vabila k nauku evangelija. Cilj niso bila dejanja sama. Da sklenem. Tako Kelzov kot Origenov odnos do čarovništva zaznamuje grški logos. Se pravi, določeno zavračanje nekritičnega sprejemanja delovanja iracionalnih sil. Kelz do čarovništva goji aristokratski prezir. Zanj čarovništvo predstavlja zgolj sredstvo, s pomočjo katerega lahko razvrednoti čudodelniško delovanje kristjanov in krščanstvo poniža na enega izmed dvomljivih religioznih fenomenov svojega časa. Po drugi strani pa je Origen še bolj trdno prepričan, da o moči in učinkovitosti čarovniškega delovanja. Če bi trdil drugače,
bi nasprotoval nenazadnje bibličnemu izročilu. Toda čeprav verjame, da gre pri čarovništvu za izrazito negativno, demonsko delovanje, obenem vsaj implicitno priznava, da je vsakršno čudodelniško delovanje ambivalentno. Da so tako pri čarovništvu kot pri čudežih na delu podobni mehanizmi ali vzorci. In ravno zato je potrebno razločevanje s pomočjo nekaterih prej omenjenih kriterijev. Vsekakor pa je za Origena pomen čudežev izrazito relativen. In ta relativnost zadeva tako razpoznavanje čudežnega dejanja samega, se pravi, potrebni so določeni kriteriji, ne zadošča dejanje samo in njegova spektakularnost. Po drugi strani pa je ta relativnost vezana tudi na čudež sam. Po Origenu ta napotuje onkraj sebe. Hvala za vašo pozornost.